v sredo. Športna pogovorna oddaja na Valu 202. Z gosti, ki zaznamujejo slovenski šport. Zanimive osebnosti in pereče športne teme. V sredah zvečer od 21 do 22 na Valu 202. V tem sredinem večeru najprej dober večer z Dunaja. Smo v družbi slovenske rokometne ženske reprezentance. Verjamem, da ne samo na Valu 202, da ste v preteklih dneh ali prebrali in videli in tudi slišali o uspehih slovenske pomlajene vrste. To moram takoj na začetku poudariti, kajti na 16. Evropskem prvenstvu se je slovenska reprezentanca prebila v drugi del tekmovanja, se torej iz Innsbrucka preselila na Dunaj. V prvem delu na Tirolskem pa je uspešno na začetku opravila z 2 tekmama, rezultatsko proti Slovaški in kasneje tudi proti gostiteljici tistega dela turnirja, torej Avstriji. V prvi tekmi pa z zelo znosno razliko in dobro igro izgubila proti olimpijskim prvakinjam in tudi še vedno aktualnim prvakinjam, evropskim seveda Norvežankam. V moji družbi Nataša Lepoja in Nuša Fegic, prav gotovo 2 izredno pomembni reprezentantki, igralki te generacije slovenskega rokometa, pa dam najprej mogoče prednost Nuši, ki je novinka na tem turnirju. Nuša, 3 tekme so že za vami, predvsem najbolj v spominu nam bo seveda ostala tista zadnja sirena po tekmi proti Avstriji in nepopisno veselje. Vi ste takrat dejali, da tudi že tista prva solzica, da je prišla. Gremo lahko še malce nazaj, nekaj dni, ko je bilo jasno, da ste se prebili v drugi del tekmovanja. Zelo pristno veselje je bilo moč opaziti. Ja, res je. Po tekmi z Avstrijo so bile, bom rekla, na nek način te solze sreče in veselja ter ponosa, da nam je pač to uspelo. Konec koncev potihem smo si tudi mi to želeli od samega začetka, od samih priprav, oddelaš priprave in ko me čaka, že se začne evropsko, pol pa še toliko boljši, če se prebiješ v drugi del. Tako da v bistvu občutki so bili definitivno fenomenalni in v tistem prvem momentu jih sploh nisem znala opisati, še zdaj jih težko opišem, ampak jutri bom rekla, gre za res, se začne ta drugi del, tako da v bistvu je treba v bistvu se že zbrati počasi. Nataša Lepoja pa v zadnjih letih zagotovo zelo pomemben člen slovenske reprezentance. Po zadnji tekmi mi je dejala: Meta stare, smo tudi vesele tega uspeha, pa vem, da po letih ste prave mladenke, pa vendarle zadnja tekma proti Avstriji, ki je, verjamem, znova prinesla veliko simpatij tudi navijačem in vam, je bila tekma, ki je bila ključna in po svoje, kaj Nataša, izredno zahtevna, to moramo reči, ne? Ja, res je. Mislim, se rada malo našalim, ker smo me že res staroselke v reprezentanci. Mlade so nas že začeli vključevati in mislim, da smo zdaj že kar nekaj časa nosilke reprezentance. Ja, itak pač punce, zelo lepo videti tudi punce, ki ne vem, Lano, na primer, ki sem jo videla, da se joka, pa sem mi rekla, pa dejno se ni noben umrl. Pa je rekel, ampak to je za mene prvič in res me je vrnil to nazaj, kak je bilo moje prvič, ne? In pa sem res, sem bila tudi kar tak presenečena. Wow, res smo nekaj velikega naredili tudi za te punce. Kako zahtevno je, ne vem, priti tudi iz olimpijskega turnirja, nekoliko osvežiti reprezentanco, če uporabim ta izraz, pa potem priti tudi s to mlado zasedbo na novo veliko tekmovanje. Mnogi so pred tem dejali, da uvrstitev v drugi del tekmovanja, da bo ogromen, velik dosežek. Čutite to tako sedaj? Pa mislim tako, iskreno, da vam povem, da mi, ko smo, ne vem, ko je prišel prvi spisek za reprezentanco, septembra sem bila, ker jaz pol punc ne poznam, ker zdaj že igram 2 leti v Romuniji, smo ker pol punc ne poznam, pa sem še spraševala punce, kdo je kdo, pa ko smo odigrali že prvo tekmo z Krimom, smo igrali prijateljsko tekmo v Stožicah, pa smo igrali še s Hrvaško, pa mislim, da smo se vse presenetili, da smo res tako dobro delovali, da kot da se že poznamo 100 let, žoga nam je tekla, res v obrambi tudi, so bile neke napake, ampak to je pač vse razumljivo.
Kakšna je bila pa vaša pot v letošnji sezoni? Nuša, kar naenkrat ste postali prva organizatorka igre, tudi po pisanju nekaterih medijev, tisto glavna, udarna igralka Slovenije, tudi prvo presenečenje. Kakšni so bili te meseci vaši pred tem, ko ste dobili črtico, da ste del reprezentance za pot na Evropsko prvenstvo? Ja, v bistvu na začetku sem tudi sama na sebi v bistvu čutila nek majhen pritisk, bom rekla, ampak v bistvu sem se zavedala, da imam tukaj pač še punce za sabo, ki mi bodo pomagale na tej poti, da v bistvu zrastem, če lahko tako rečem. Seveda začetek je bil težak, že sama neka prijateljska tekma proti Hrvaški, sem čutila neko tremo, nek pritisk, kar naenkrat v bistvu stopiš v neke velike čevlje nekoga, ki je pač končal reprezentančno pot, tako da v bistvu malce treme, te pozitivne treme seveda je bilo prisotne, ampak se pravim, skozi te prijateljske tekme z Hrvaško, pa s Krimom, kot je omenila Nataša, pa v bistvu potem tudi z Črnogoro, se mi zdi, da je ta trema oziroma ta pritisk začel malce padati, potem pa v bistvu, ko se je začelo to Evropsko prvenstvo, bom rekla, prva tekma seveda je bila tudi zame nekaj neopisljivega, na začetku se pravim, nek strah, neko spoštovanje do velike Norveške in vseh igralk, ki so pač prisotne v tej reprezentanci, ampak v bistvu bom potem rekla, iz minute v minuto je ta trema začela preraščati v neko sproščenost in neko veselje in nek ponos, da sem lahko del te ekipe, ki je, kot je v bistvu Nataša prej omenila, povezana med sabo, dobro deluje in je konec koncev mlada, igriva, tako da vse super. Norveška je tista klasična stara znanka saj teh zadnjih turnirjev. Kako pomembno je bilo na začetku turnirja proti veliki Norveški, tiske in evropske prvakinji so, kako pomembno je, v taki tekmi, da dosežeš takoj nekatere gole, da povedeš se tudi tako moštvo, sprosti, da se vidi, da se da igrati? Ja, zelo, zelo pomembna tekma je bila to z Norveško. Mi smo se pač zavedali, da na tej tekmi nimamo kaj izgubiti, ampak pridobiti. Konec koncev minutažo, neke prve izkušnje na evropskih tekmovanjih. Tako da v bistvu jaz mislim, da smo samo s to tekmo pridobile in se pravim, vsak gol, vsaka neka dobra stvar, ki si jo naredil v obrambi oziroma nekomu nekaj pomagal, soigralki, seveda ti dvigne samozavest in lažje vstopiš potem v naslednji dve tekmi, ki so pač bile za nas ključnega pomena in katere je bilo pač treba tudi zmagati. Kako, Nataša, veste, ker je tudi Nuša organizatorka slovenske igre, kdaj se punce ujamete na igrišču? Je to neka kemija, znak, trening? Kaj to pomeni? Po moje trening, ali pa tudi mogoče izven igrišča, vse se mi zdi, da nekako ta klik, verjetno tudi, ker naprimer spoznaš kakšne nove prijatelje ali pa točno veš, s kom se boš združil, s kom se ne boš. Zdi se mi pa, da smo res to z reprezentanco res pravilno dobile vse, mislim iz njihovih strani, mogoče, ampak mislim, glede na to, kar vidimo, je pač vidno, da smo dobile vse ta klik in ta povezanost je kar pač ratala. Prej smo govorili o Norveški, pa predvsem, kako bi Natašo opisali zadnje leto? Svetovno prvenstvo je bilo v Skandinaviji, tam smo se pomerili z Norveško, z njimi igrali na olimpijskih igrah, tokrat tudi na Evropskem prvenstvu. Zadnje leto je bilo izredno uspešno za slovenski rokomet in slovenski ženski rokomet. Pa ne, da ste vozile po avtocesti 200 na uro, že poprej so bili tisti temelji narejeni, pa včasih je ravno te zadnji koraki za uvrstitev na velika tekmovanja so izredno težki, zahtevni, ampak določeno zadoščenje ali pa veliko ste po letošnji sezoni koledarsko gledano dobili, ne? Ja, res je, mislim, da itak prvo je že bilo uspeh na slovenskih tleh Evropskega prvenstva, pol pa smo, mislim, da sam gradile. Res je, da ko je prišel trener Radžić, smo se res smejali, ko nam je rekel, a vi sanjate v Parizu, smo se vedno nasmejali, pač malo nerealno se nam je zdaj, ker nam je vedno, tako ste rekli, neki falil, nek ta mogoče, zadnjih 10 minut, ko smo že, mogoče tudi prvo tekmo smo vedno ful dobro začele, pa druge tekme, tretje tekmo smo pa vedno padle zadnjih 10 minut, ampak jaz mislim, da smo sam prejšnja reprezentanca, če povem v prejšnji reprezentanci, da smo pač res bile sestavljene od malo starejših, da ne nesramna, pa me mlajše, in pač
smo rabili se mi zdi, da me pridemo na njihov nivo, in pol se mi zdi, da zadnjo leto pa da je to pač kar steklo. No. Nuša, kako ste se vi vklapljali v te sisteme, predvsem reprezentančne, vam je bilo lahko na igrišču, tudi v teoriji izven igrišča, ko ste nekako iskali tisto pravo pot, no, da je Slovenija trenutno tudi po rezultatski plati, ne samo tisto, kar je pokazala na igrišču, da je tam, kjer je. Na reprezentanco se je vedno lepo vrniti in odzvati pač nekemu klicu, ampak hkrati pač prevzameš neko odgovornost. Ampak še enkrat poudarjam, jaz sem vedela, da pač kljub temu, da vstopaš v neke velike čevlje, pač da imaš punce za sabo, pa trenerski štab in celoten štab, ki ti stoji ob strani, ob tako dobrih kot tudi malo slabših, težjih trenutkih. Se pravim, jaz sem v bistvu punce že odprej nekatere pa zelo dobro poznala, tako da sem v bistvu na nek način vedela, kam se vračam, če lahko tako rečem, in sem pač vedela, potihom sem vedela, no, da me bodo sprejele, ampak sem se pa hkrati zavedala, da ja, bo lahko moja vloga drugačna, kot je bila recimo izpred 2-3 let, ko sem bila na zadnjič 4, ne vem koliko je več, ko sem bila v reprezentanci, no, tako. Nataša je sugerirala s prsti, pa ne vem, če je to prava številka, ampak pustimo naj malce pobrsko in uganajo kot nekakšna uganka. Predvsem pa to, Nuša, ker niste imeli v zadnjih letih veliko stika s slovensko reprezentanco, je bil to za vas jasno ena stvar, na eni strani čast, po drugi strani vas je, ne vem, če kaj skrbelo, ampak vas je kaj grizlo, v redu, prišla bom zaradi določenih stvari, je bila tista vloga prve organizatorke igre dodeljena vam. Kako ste se vi v procesu vsega tega nekako, na kaj ste se zanašali? Ja, pač reprezentančnih izkušenj nisem imela, na to se v bistvu nisem mogla nanašati oziroma zanašati. Lahko pa rečem, da pač na nekem klubskem nivoju, na klubski ravni pač nosim neko odgovornost organizatorke igre in kapetanke že nekaj časa, in mislim, da mi je v bistvu ta funkcija, ta vloga tudi tukaj, bom rekla, na nek način pripomogla oziroma pomagala k temu, da sem se lažje znašla. Še enkrat pa pač poudarjam, da mi je pač podpora celotnega štaba, trenerska, kot tudi vseh ostalih zelo, zelo pomagala k temu, da sem se lažje vklopila. Ja, definitivno je bil to preskok iz neke klubske ravni na neko nacionalno raven, ampak saj pravim, če imaš ekipo za sabo in punce, ki te spoštujejo, ki te podpirajo in ti pomagajo, potem v bistvu je to bilo veliko lažje, kot sem si predstavljala na začetku, da bo. Včeraj ste se iz Innsbrucka preselili sem na Dunaj. Ne vem, Nataša, prija tudi zamenjati prizorišče, se preseliti iz Innsbrucka, ki je veliko manjše mesto kot sam Dunaj, pa vendarle, ko gre veliko tekmovanje, bolj kot gre k koncu, v večja mesta praktično stopamo, pa ne samo pri rokometu. Ja, res je, mislim, meni to seljenje nič ne pomeni. Pač ja, iz vidika glede tega edino pač, da smo pač prišli v glavno fazo, ampak ne, glede tega mi je pa boljše iskreno, da se ne bi selile, ker je to pač dejansko še eno potovanje, še 4 ure sedenja na vlaku, spet pakirati vse in še verjetno tudi gledalci, poslušalci, ko grejo na dopust, vejo, kak je, ko moraš pakirati, tak je nam skozi, tako da je res, mislim, je boljše, če si na eni lokaciji, kak se reče? Stalni? Stalen, tako, in obavljaš svoje delo in je to. Predvsem, kako pa preživljate čas med treningi in tekmami, kaj počnete? Punce, Nuša je dala glavo stran, Nataša me gleda, tako da gre mikrofon k Nataši najprej. Ja, mi pa igramo eno skandinavsko igro, da bomo tako dobre kot skandinavke, posebej Norvežanke, gre iz Norveške. Partners imamo, to je za 6 igralk, mislim, to skozi igramo, po tekmah, pred tekmah, no da, pred tekmah glih ne. Ko imamo vedno prosti čas, to igramo. To je pa igrica podobna, človek ne jezi se, ampak imaš karte in pač igraš v paru in pa si izmenjuješ karte, kar pač tvoj partner rabi in pa moraš v hišo spraviti, ko človek ne jezi se in tu se kar mal jezimo. Kdo je pa najboljši v tej igri, Nuša?
Jaz sem se na novo preklopila te igrici, tako da sem rabila kar, bom rekla, en čas, da sem se prilagodila in naučila vseh teh zvijač, ali kako bi se temu rekla. Zdaj Nataša misli, da je najboljša, no, ampak ne vem. Težko bi ocenila, sem pa tudi že zmagala, tako da ne vem, smo kar rivali, no. Pa ste tudi tekmovalni ne samo na igrišču, tudi pri tovrstnih igrah? Ja, si kar dosti krepkih besed izmenjamo, no. Ja, ampak drugače, da Nušo popravi, mi z Majo smo najboljše. Maja Svetik. Vedno omenjamo največkrat seveda vas na igrišču, pa selektorja, ki ima tokrat tudi, kako temu rečemo, novo prvo desno roko, torej pomočnika. Malokrat mogoče ali pa premalokrat pa omenimo celotni strokovni štab, ki bedi nad reprezentanco. Lahko, Nataša, še po tej plati nas malce popeljete preko imen in predvsem ljudi, ki so, verjamem, da strokovni in pozitivni in najbrž tudi pašejo v to zasedbo? Ja, prvo ne smemo pozabiti na našo Anjo Frešar, ki nam je vse omogočila, da imamo lepo oprane stvari, da pridemo na tekmo prav oblečene, da imamo lepo urejene drese pred tekmo in vse. Pol itak brez fizio to ne gre, Miha in Lara. Pol Marko, kondicijski, tako se moramo biti pripravljeni na igrišču. Pa je seveda Jan, Aljaž, Jan ima veliko vlogo, letos pomaga prvič Adžutu kot pomočnik trenerja. Aljaž, vidimo, da Majči dobro gre na golu, je tudi dobro pripravil in še naš medija Gaj Aljaž. Pa to pa vidite, da smo zelo lepe na slikah. Nuša, vi prihajate iz Ajdovščine, prej smo omenili pomočnika selektorja, torej Jana Žbogarja. Se dobro ujamete Ajdovke, kot temu rečemo, tudi v reprezentanci, tudi z vašo in njegovo pomočjo? Ja, jaz lahko rečem, da ko je Jan v bistvu sprejel to funkcijo pomočnika, nam Ajdovkam, če lahko tako rečem, nam je bilo to tudi, bom rekla, v neko zadovoljstvo in smo bile vesele, da je to sprejel. Zavedali smo se, da bo tudi nam na nek način v pomoč. Dejstvo pa je, da se tudi on mogel prilagoditi tej funkciji, pač narediti en korak več, stopiti tudi on v neke večje čevlje, no, bom rekla. Tako da, ampak smo bile izredno vesele in ponosne, da bo tudi on tukaj del slovenske reprezentance in jaz mislim, da se je tudi on zelo, zelo dobro in hitro vklopil v ta sistem reprezentance, kakor pač mora biti. Tudi on je bil izredno vesel po tisti zadnji tekmi proti Avstriji. Jaz iskreno upam in vem, da to ni bila zadnja zmaga slovenske reprezentance na tem turnirju. Zdaj smo se malce odmaknili od tega rokometa, pa bi šel še malce nazaj, Nataša. Nove 4 tekme in znova 4 zahtevni nasprotniki, začenši jutri proti Nizozemski, nekdanje svetovne prvakinje so to. Če prideš v drugi del tekmovanja, pomeni, da si že naredil veliko stvar, ampak lahkih tekmecev pa v tem delu, v tej fazi turnirja ni. Ja, res je, tako ste rekli, v drugi fazi lahkih tekmecev ni, saj se uvrstijo samo 2 najboljši reprezentanci. Ja, Nizozemka je skozi tu nekje pri vrhu, bi jaz temu rekla, kako bi rekla, vsakič motijo enega velikana. Res je, pred 4 ali 5 leti so bile svetovne prvakinje, njim se je tu dosti podmladila, kako se reče, ekipa. Mi se bomo borili, mi gremo korak po korak in bomo videli, kako bo. Res, nimamo kaj izgubiti, zdaj to je sam dodaten plus za nas, da igramo še 4 res dobre tekme za naše mladoselke, da dobijo še več izkušenj, da dobijo še več izkušenj, več igranja in to je sam veliki plus. V nadaljevanju turnirja torej nasprotnice Slovenije, potem po vrstnem redu še Švica, Danska in Nemčija, torej vse 4 reprezentance ali pa vsaj 3 Slovenija zelo dobro pozna iz tega zadnjega reprezentančnega obdobja. Nuša, kako se lotiti
tega dela turnirja, ki verjamem, da bo vedno uživate in upam, da boste tudi uživali, verjamem pa tudi in se zavedate, da bo pa to izredno zahtevna preizkušnja, ampak po drugi strani tudi nek nov izziv za vas igralke in vse okrog rokometa. Ja, se strinjam. 4 zanimive in težke tekme nas čakajo, ampak kot je rekla Nataša, gremo pač tekmo po tekmo, korak po korak. Na vsako nasprotnico seveda se pač pripravljamo, imamo pač določene analize. Slednje pač poskušamo tudi na treningu potem narediti. Tako da v bistvu res se pač individualno pripravljamo na vsako tekmico. Tako da v bistvu jaz mislim, da res nimamo kaj izgubiti, treba je pokazati to srčnost, borbenost, kot smo jo pač kazali tudi do zdaj na teh 3 tekmah in jaz mislim, da potem konec koncev tudi same sebi nimamo kaj očitati. Se pravim, bomo videli, jaz se teh tekm že veselim, tudi Švica, bom rekla, ena taka mlada reprezentanca, zna biti zelo, zelo zanimiva tekma, ampak se pravim, jutri nas čaka Nizozemska in potem počasi naprej. Torej upate, da boste še kakšno ušpičile? Ja, definitivno. Mi si želimo še kakšno ušpičiti ali pa jo komu zagoditi. Tako da v bistvu in jaz pač verjamem, da smo sposobne nekih stvari in da zmoremo, tako da spet pač moramo stopiti kot ekipa in igrati kot ekipa, kot smo igrali tudi do zdaj na vseh teh 3 tekmah. Tako da v bistvu potem se nimamo kaj bati in nimamo kaj izgubiti. Še Natašo bom vprašal, glede na to, da se jutri nadaljuje torej turnir z uvodno tekmo drugega dela proti Nizozemski, ampak gre tudi za zelo po svoje, ne vem, dinamično izkušeno ekipo. Kaj so tiste stvari, ki upate, da ste jih s seboj prinesli v torbi, v telesu, v rokah, glavi, srcu, ki bi jih rade samo prenesle naprej na ta drugi del turnirja? No? Rokometno gledano, jaz bi rekla, da to našo obrambo, ki nas krasi, tudi to prvenstvo, pa dober tudi pol napad, mislim v bistvu vse, največ pa to borbenost, ta žar, željo in sam na glavo do konca. Super, torej v tem večeru smo bili skupaj z 2 slovenskima reprezentantkama, sedaj tudi one k zasluženemu počitku pred jutrišnjo tekmo, da ne bomo slučajno prepozni v tem večeru, tako da po 3 tekmah, ko verjamem, da ste uživali, zaželimo srečo torej slovenskim dekletom v nadaljevanju tega turnirja. Jutri torej Evropsko prvenstvo na novi lokaciji, torej začenja se drugi del na Dunaju, nova dvorana, nov nasprotnik in Nizozemska. Nataša in tudi Nuša, še enkrat srečno in hvala za pogovor. Hvala. Hvala vam, lahko noč. V sredo.